Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Torej, lepo pozdravljeni. Najlepša hvala, da ste prišli. Lepo vas pozdravljam na tiskovni konferenci, kjer vam bom najprej na kratko pojasnil razloge za vložitev pobude začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki ga je Državni zbor sprejel 21. julija letos. Z mano je tudi avtor pobude, profesor dr. Matej Avbelj, ki vam bo predstavil ključne vsebinske poudarke pobude. Po najini predstavitvi boste imeli tudi možnosti postavljati vprašanja. Kot že veste, je bila novela zakona v Uradnem listu objavljena včeraj. Skladno z dokončno določbo novele je zakon stopil v veljavo danes, ko je na podlagi njegovih prehodnih določb prenehal mandat članom programskega in nadzornega sveta, mandat generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija in mandata direktorja televizije in radija. Na podlagi prehodnih določb pa članice in člani programskega nadzornega sveta svoje delo opravljamo do imenovanja novega sveta RTV Slovenija. Ta bo konstituiran, ko bo v Uradnem listu objavljenih vsaj 9 sklepov o imenovanju oziroma izvolitvi novih članic in članov. Do takrat skladno s prehodnimi določbami svoje delo opravljamo s tistimi pooblastili, ki smo jih imeli dan pred volitvijo zakona, torej na včerajšnji dan, prav tako z enakimi pooblastili, kot jih je imel včeraj generalni direktor, opravlja svoje delo do imenovanja uprave, direktora radija in televizije pa svoje delo kot vršilca dolžnosti opravljata do imenovanja novega direktora radija oziroma direktorja televizije. Pobuda, ki jo danes javno predstavljamo, je bila danes zjutraj vložena na Ustavno sodišče. Poleg mene so sopodpisniki pobude še gospod Andrej Grah Whatmau, dosedanji generalni direktor RTV Slovenija, doktorica Tamara Besednjak-Valič, namestnica predsednika nadzornega sveta in pa magister Uroš Urbanija, dosedanji direktor televizije Slovenija. Tukaj na misci vam je na voljo nekaj tiskanih izvodov pobude, ki jo lahko vzamete vsebinskega dela pobude. Pobudo smo na Ustavno sodišče vložili zato, ker to institucijo razumemo kot pomemben del tako imenovanega sistema zavor in ravnovesij. Novela zakona namreč neposredno se svojo uveljavitvijo uvaja prenehanje mandatov članov programskega nadzornega sveta, generalnega direktorja in obeh direktorjev radija in televizije, in sicer brez ugotavljanja pogojev, ki so sicer zakonsko predpisani za prekinitev teh mandatov. Prepričani smo, da s tem krši tako ustaljeno sodno prakso našega ustavnega sodišča, kot tudi sodno prakso sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice. Podrobnosti o tem vam bo kasneje pojasnil profesor Avbelj. Pobudo smo vložili tudi zato, ker se nam zdi pomembno, da uporabljamo tiste mehanizme, ki so nam na voljo za omejevanje samovoljnega in arbitrarnega delovanja oblasti, in sicer preko okvirov, ki jih določa naša ustava. Verjamemo namreč v to, da je zdravo demokracijo mogoče razvijati in ohranjati le, če te mehanizme smiselno uporabljamo. Če bo tudi Ustavno sodišče sledilo našim argumentom in zakon spoznalo za protiustavnega, bo s tem dalo jasen signal vsakokratni oblasti, da so taki, torej povsem samovoljni, prevzemi javnega medija nedemokratični in torej tudi povsem nedopustni. Če pa Ustavno sodišče našim argumentom ne bo sledilo, bo to za nas prav tako izjemno pomembna precedenčna odločba. Z njo bodo namreč taka pravila igre postala jasna in potrjena tudi s strani našega najvišjega organa sodne oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ni nam toliko pomembno, kakšna ta pravila igre so, ta bo namreč dokončno postavilo Ustavno sodišče. Pomembno pa nam je, da so ta pravila enaka za vse, tudi in predvsem za tiste, ki bodo tej državi vladali v prihodnje. V pobudi, poleg zatrjevanja protiustavnosti, Ustavnemu sodišču predlagamo še začasno zadržanje izvršitve novele, absolutno prednostno obravnavo in pa razpis javne obravnave. Naj najprej na kratko predstavim naše razloge za predlog začasnega zadržanja izvršitve novele.
V skladu s prvim odstavkom 39. člena zakona o ustavnem sodišču sme namreč ustavno sodišče dokončne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev zakona, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive posledice. Iz ustaljene ustavnosodne presoje sledi, da pri odločitvi za začasno zdržanje ustavno sodišče vselej tehta med posledicami, ki bi nastale, če bi nek predpis ustavno sodišče zadržalo, pa bi se kasneje izkazal za ustavno skladnega, in med tistimi posledicami, ki bi nastale, če ga ne bi zadržalo, pa bi kasneje v presoji ustavnosti tak predpis spoznalo za protiustaven. Zdaj, če bo ustavno sodišče se odločilo za zadržanje zakona, po našem mnenju ne bo prav nikakršnih posledic. Namreč v tem primeru bi v veljavi ostal zakon, ki velja že 17 let in katerega protiustavnost ni bila nikdar niti zatrjevana, kaj šele potrjena. Zato po našem mnenju pač v resnici ni nobenih razlogov, da tega zakona ustavno sodišče ne bi zadržalo. Po drugi strani pa bi v primeru, ko ustavno sodišče ne bi zadržalo izvajanja takega zakona, po našem mnenju nastale ne zgolj težko popravljive, ampak tudi povsem nepopravljive posledice. In sicer, prvič, pobudnikom bi bila na individualni ravni odvzeta funkcija zagotavljanja samostojnosti, neodvisnosti in avtonomnosti Radiotelevizije Slovenija, brez katere tudi institucionalna neodvisnost Radiotelevizije Slovenija, ki jo terja njena pravica iz 39. člena ustave, to je pravica do obveščenosti, v resnici ne more obstajati. Drugič, novela zakona prekinja mandate pobudnikov in ne le, da prekinja te mandate, ampak ukinja tudi strukture, v katerih smo pobudniki delovali. Naprimer, ukinja mesto generalnega direktorja, ga nadomešča z mestom uprave. Ukinja mesto programskega in nadzornega sveta in ga nadomešča s svetom. Zato bi v primeru, da ustavno sodišče tega ne bi zadržalo, bi pa kasneje ugotovilo, da je zakon protiustaven, v bistvu nam ne moglo vrniti več mandata, ker organi, ki jih bo nov zakon uvajal, oziroma organi, v katerih smo mi do zdaj delovali, po uveljavitvi novega zakona sploh ne bi več obstajali. In pa tretjič, kot je že v fazi sprejemanja novele zakona opozorila tudi zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, vlada s to novelo ni temeljno uredila imenovanja posameznih članov novega sveta. Zato se lahko zgodi, da bo ob implementaciji zakona prišlo do situacije, ko določeni novi upravičenci za imenovanje, zaradi tega, ker ti postopki niso dovolj dobro opredeljeni, ne bodo mogli imenovati novih članov sveta za daljše časovno obdobje. To bi lahko privedlo tudi do situacije, ko bi RTV Slovenija bil dalj časa brez organov upravljanja nadzora v polni sestavi, kar bi lahko dolgoročno ogrozilo tudi izvajanje javne službe in s tem povzročilo dodatno kršitev 39. člena ustave. Kot sem že povedal, smo ustavnemu sodišču predlagali tudi absolutno prednostno obravnavo. Novela namreč pričela veljati danes, dan po objavi v uradnem listu, to je brez vakacijskega roka, ki ga predpisuje 154. člen ustave. Poleg tega z imenovanjem novega sveta, kot sem že pojasnil, ki mora biti izveden izjemno hitro, v 60 dneh, to je nekje do 26. februarja prihodnje leto, mandati članom programskega nadzornega sveta irreverzibilno prenehajo. To pa pomeni, da če bi nam sodišče kasneje po tem datumu ugodilo, bi to pomenilo zgolj teoretično, formalno priznanje naših ustavnih pravic, to pa je tudi skladno z prakso Evropska sodišča človekove pravice za posameznika povsem brezpredmetno. In pa še zadnja zadeva, pobudniku ustavnemu sodišču predlagamo tudi razpis javne obravnave, ki jo predvideva drugi odstavek 35. člena zakona o ustavnem sodišču. Prepričani smo namreč, da je javna obravnava potrebna iz 3 razlogov. In sicer prvič, da se sanira protiustavna zloraba nujnega zakonodajnega postopka, s katero je vlada preprečila javno razpravo in tudi nadzor nad svojim delovanjem v parlamentu. Drugič, da se ugotovi celokupni sociološki kontekst zadeve, v katerem vlada kot predlagatelj pod krinko depolitizacije Radiotelevizije Slovenija dejansko zasleduje ustavno prepovedan cilj politične čistke trenutne sestave vodenja, upravljanja in nadzora Radiotelevizije Slovenija. In tretjič, da se preko javne obravnave ponovno vzpostavi integriteta RTV Slovenija kot javnega zavoda,
posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, ki opravlja javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti in sicer z namenom zagotavljanja demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb državljank in državljanov Republike Slovenije. Sedaj pa vabim avtorja pobude, profesorja dr. Mateja Avblja, da predstavi vsebinske poudarke pobude. Matej, izvolim. Hvala lepa, dr. Gregorčič, za povabilo. Hvala lepa, da ste prišli. Dovolite mi, da uvodoma današnjo pobudo za začetek presoje ustavnosti novega zakona o RTV Slovenija postavim v nekoliko širši kontekst. Na način, da bo to tudi razumljeno strani državljank in državljanov, ki seveda po večini niso pravniki. Marsikdo si prav gotovo zastavlja vprašanje, zakaj zdaj ves ta direndaj. Namreč vlada je dobila podporo na volitvah, ta podpora se je preslikala v državni zbor, vlada je predlagala zakon in zakonodajalec ga je zadostno večino sprejel, potem je bil razpisan še referendum, kjer je ljudstvo tudi temu zakonu prikimalo, čemu sedaj potem takem še vmešavanje Ustavnega sodišča v to zgodbo. Vmešavanje Ustavnega sodišča v to zgodbo je izjemno pomembno, če želimo ohraniti temeljno pravno kakovost Republike Slovenije, namreč Republike Slovenije kot ustavne demokracije. Kaj ustavna demokracija je povedalo samo Ustavno sodišče v številnih svojih odločbah? Reklo je pa takole: čeprav v Republiki Sloveniji oblast izvršujejo državljani posredno prek svojih predstavnikov v državnem zboru ali neposredno na zakonodajnem referendumu, torej tako, kot se je zgodilo tokrat, pa nobeden od teh dveh načinov demokratičnega izvrševanja oblasti ni brez omejitev. V Republiki Sloveniji je namreč vzpostavljena ustavna demokracija, katere bistvo je v tem, da vrednote, ki jih varuje ustava, prevladajo tudi nad demokratično sprejetimi odločitvami večine. Vsaka oblast, tudi ljudska, na referendumu, se lahko izvaja samo v okviru ustave in vsaka oblastna odločitev se mora gibati v okviru ustavno dopustnih možnosti. Torej, to, da je šel zakon s ustrezno večino skozi parlament in to, da je ustrezna večina državljank in državljanov temu zakonu prikimala na referendumu, nič ne pove o ustavnosti tega predpisa. In tudi dejstvo, da je bil pred tem referendum, nič ne vpliva na samo odločanje Ustavnega sodišča, ki bo moralo, tako kot v doslej podobnih primerih, odločiti ne glede na to, kaj je ljudstvo na referendumu povedalo in kaj ni. Sam sem se tu angažiral iz razloga, ker sem zaznal, da se tudi v Sloveniji, podobno kot v nekaterih drugih državah članicah Evropske unije, kjer imamo opravka z ustavnim nazadovanjem, vsi vemo, katere te države so, da se tudi v Sloveniji, tako kot v teh državah, vzpostavlja trend tako imenovanega avtoritarnega legalizma. Pa bom razložil v nadaljevanju, kaj ta avtoritarni legalizem je. Namreč, pred seboj imamo zakon, kjer torej poskus vlade kot predlagatelja in zakonodajalca, v katerem ima ta vlada udobno večino, torej da v javni mediji RTV Slovenija poseže tako, da zakonsko spremembo spremeni njegovo vodstveno, upravljalsko in nadzorstveno strukturo, tako da z ukinitvijo ali preoblikovanjem teh organov po samem zakonu, torej zakonito, prekine mandate posameznikov, ki so te organe sestavljali in da to stori več kot 3 leta, preden so te mandati bi veljavno potekli po obstoječi zakonodaji. Vse to se počne s ciljem tako imenovane depolitizacije RTV Slovenija. In vprašanje, ki se zdaj postavlja, je, ali je takšno ravnanje ustavno dopustno. In odgovor je, po mojem trdnem prepričanju, popolnoma jasen. Tako ravnanje pomeni kršitev slovenske ustave in Evropske konvencije za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
To izhaja najprej iz ustaljene sodne prakse Slovenskega ustavnega sodišča. To je najmanj v dveh podobnih zadevah že presodilo, da je tako ravnanje protiustavno. To sta zadevi U1 158/94 in zadeva U1 172/94. Da gre za ravnanje, ki je tudi v nasprotju s pravom Evropske unije, izhaja iz sodbe sodišča Evropske unije v zadevi C288/12, kjer je madžarska Orbanova oblast na enak način, da bi se znebila informacijskega pooblaščenca, ki ni bil politično všeč, ga je torej depolitizirala, spremenila zakon in na tej zakonski podlagi spremenila urad tega informacijskega pooblaščenca in se ga prav tako znebila 3 leta pred potekom njegovega mandata. Da je tako ravnanje protiustavno, izhaja tudi iz ustaljene sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevah spet Baka proti Madžarska in Gržeda proti Poljski. V teh zadevah pa sta madžarska in poljska oblast zakonom obračunala z sodniki ali pa predsednikom Vrhovnega sodišča, ki jim ni bil povšeči. Opozarjam, da gre povsod za zakonit odzem mandatov, ker se to vrši na podlagi zakona, za zakonit odzem mandatom osebam, preden jim je ta mandat potekal, ne da bi se na kakršenkoli način uveljavljala individualna odgovornost teh posameznikov. Domala identična zadeva, kot je pa ta, ki bo zdaj pred Slovenskim ustavnim sodiščem, se je pa tudi že odvila pred Poljskim ustavnim sodiščem že leta 2006, ko je prvič prišlo do menjave na oblasti na Poljskem, in tedanja oblast je prav tako z zakonom obglavila tako imenovani svet za predvajanje in Poljsko ustavno sodišče je ugotovilo, da tudi tako zakonito obglavljanje sveta za predvajanje, ki je podoben našemu programskemu svetu, prav tako pomeni neposreden poseg v poljsko ustavo, v smislu zagotavljanja svobode izražanja, v smislu zagotavljanja samostojnosti in neodvisnosti medijev na Poljskem.